Moje ime je Matija Črešnar, sem docent na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete na katedri za kovinska obdobja, se pravi bronasto in železno dobo, in to je nekako tudi fokus mojih raziskav, kjer delujemo od krajinske arheologije, se pravi najširše, od prostora do analiz materialov, se pravi tudi do kemijskih analiz, se pravi nekako interdisciplinarna arheologija. Za prazgodovinsko obdobje, za bronasto in železno dobo bi sigurno izpostavil ričet kot zelo zanimivo jed, ki jo jemo danes, ki jo poznamo danes, v našem vsakdanjiku je in ima svoje korenine najverjetneje že v starejši železni dobi. Kako to vemo? To vemo, ker so v rudnikih v Hallstatu, v rudnikih soli, našli ogromno ostankov tako na kuhalnicah, v posodah, celo v človeških izločkih, ki kažejo na to, da so pripravljali neko jed, ki je vsebovala proso, ječmen, bob in precej mesa. Meso pa je na nek način en ozek izbor, se pravi predvsem tace, rep, se pravi tisti manj vredni produkti, ki niso bili primerni za kakšne druge priložnosti, za pečenje in tako naprej, ampak so jih dali v to enolončnico, recimo, ki jo danes poznamo pod imenom ričet, in ime te jedi, odkrite v Hallstatu, je hallštatski ričet. Tako da, tako arheološko odkritje je nedvomno nekaj posebnega in na to smo se tudi skozi naše raziskave večkrat poskušali orientirati, ker tu vidimo na nek način tudi okus prazgodovinskega človeka. Mi seveda ne vemo, kakšna zelišča so vse temu dodali, kako je bilo slano, se pravi, verjetno ni enak okus, kot je naš današnji bil okus prazgodovinskega človeka. V vsakem primeru pa skozi tako jed vidimo, da so jedli polnovredno. Namreč to je jed, ki vsebuje mast, ki vsebuje ogljikove hidrate in vsebuje proteine. Tako da je delavcem v rudnikih, kjer so ta ričet tudi pripravljali, ponujal eno hrano, tako energijsko, močno, kot na nek način tudi zdravo. Hallštatski rudniki pa so zanimivi še iz enega drugega vidika. Gre za rudnike soli. In zakaj je bila sol pomembna za prazgodovinskega človeka? Tako kot danes za nas, čeprav za nas mogoče celo soli pojemo preveč in je problem ravno v tem, da je pojemo preveč, je prazgodovinski človek tako za sebe kot za svoje živali potreboval sol za prehrano. Človek namreč more nekaj gramov soli pojesti vsak dan, tako je tudi velja za živali. Sol pa je pri tem pomembna še za shranjevanje mesa, za shranjevanje jedi. Tako so tudi ob hallštatskih rudnikih odkrili prostore, kjer so meso nasolili in ga torej preparirali, da je bilo dolgo možno ga uporabljati. Namreč soljenje mesa je eden izmed načinov, kako meso konzerviramo in ga prihranimo za uporabo v času, ko pač meso ni dosegljivo. Sol je nam verjetno botrovalo tudi temu, da je v Hallstatu in tudi bližnjih drugih mestih, kot je recimo Hallein, v času starejše železne dobe kultura cvetela. To so bila središča, ki so trgovala z okolico, kar vidimo po predmetih, ki so tja prihajali, se pravi ne samo z najbližjim prostorom, ampak tudi z širšim prostorom okoli, tako da imamo tudi najdbe, ki prihajajo iz našega jugovzhodnoalpskega področja tja, iz Mediterana in zahodne Evrope in tako naprej. To so bila neka središča in ravno ta solni rudniki so temu botrovali, ne. To je kamena sol, seveda. Poznamo tudi druge vrste soli. Eno je seveda morska sol, za katero se predvideva, da so jo tudi že v prazgodovinskih obdobjih uporabljali, in seveda sol iz slanice. Slanica je voda, podtalna voda, ki priteče skozi sedimente, ki so polni soli, jih izpira in potem nekje ta voda pride na plano. In že za mlajšo kameno dobo je dokazano, da so tako solnico uporabljali za tako imenovano kuhano sol, kjer so pač segrevali, voda je izhlapela in na tak način so pridobili sol. Človeka sol torej spremlja najmanj od začetka mlajše kamene dobe, se pravi od obdobij, ko se je človek ustalil in moral tudi vse svoje dejavnosti nekako prilagoditi
novemu načinu življenja in sol od takrat naprej nedvomno igra pomembno vlogo v življenju ljudi. Zdaj, starejša železna doba, halštadsko obdobje, si vsi tudi na podlagi uprizoritev na sitovski umetnosti predstavljamo tudi preko nekih simpozijev, nekih pojedin, ki so verjetno za elitni krog družbe tistega časa pomenile tudi sklepanje vezi, kazanje svoje moči, povezanosti, kulture in tako naprej. In pojedine, ki so tukaj sledile tem ali pa so bile del teh simpozijev, seveda burijo domišljijo arheologov. Med najdbami, ki jih najdemo, so dolgi ražnji, več kot meter dolgi železni ražnji, za katere si seveda po današnjih vzgledih predstavljamo, da so na njih se vrtele razne živali in potem so bili to del nekih simpozijev, pojedin. Vemo, da so v tistem času imeli pivo, vemo, da so imeli medico, vemo, da so imeli vino in to si nekako predstavljamo, da so bile neke pojedine, ki so utrjevale status tiste najvišje družbe tistega časa. Zdaj, za današnji čas si takih ražnjev železnodobnih, takšni kot so tisti, težje predstavljamo. Smo pa v sklopu naših arheoloških projektov, kjer smo za prazgodovinska obdobja ugotavljali, kaj so jedli, poskušali narediti neke jedi, ki na nek način simbolizirajo vsako obdobje. Tako da smo tudi od mlajše kamene, bronaste, železne dobe nekako poskušali poiskati, kaj so ljudje takrat jedli. In marsikdo je začuden danes, ko govorimo z njim in mu povemo, da so poznali enozrnico, dvozrnico, piro, proso, bob, lečo in tako naprej. In to so stvari, ki jih pri nas na nek način smo pozabili in jih danes uvajamo kot nekaj novega, v resnici pa je to nekaj zelo, zelo starega, mi pa samo danes prilagajamo našemu novemu načinu življenja in smo na nek način poskušamo biti moderni, v resnici pa nekako posnemamo pradavna znanja. Tako da morda vam dam recept ali pa dva, kaj si lahko za bronasto in železno dobo pripravite, da nekako poskusite neke okuse preteklosti, seveda pa priličeno na današnji čas, na današnji okus. Seveda so pa vsi materiali, ki so uporabljeni, železnodobni, bronastodobni, se pravi starodobni. Zdaj, moj predlog za en meni iz kovinskih obdobij, recimo, bi sestavil iz predjedi, glavne jedi in sladice, za katere mi seveda ne vemo, ali so tudi naši prazgodovinski predniki poznali nekaj podobnega, najverjetneje ne. Ampak predlog za predjed je nekvašen kruh iz dvozrnice in namaz iz mladega sira s koprivami, kjer zamesimo testo za kruh, ga razdelimo na majhne dele, te oblikujemo v sploščene hlebčke in 30 minut pečemo pri temperaturi približno 180 stopinj. Vse sestavine za namaz zmešamo v gladko zmes, sirotko uporabimo da zmes postane bolj kremasta. V različnih sezonah lahko dodamo še druge samonikle užitne rastline, torej ne samo koprive, lahko dodamo čemaž, konopljo, kislico, navadno zvezdico, meto, regrat in podobno. Za glavno jed bi predlagal file srne, slanino in pirejem iz kolerabe in hrušk. Srnin file se enostavno pripravi, se ga samo nasoli in natre z drobljenimi gorčičnimi semeni, na hitro popeče na ponvi, kjer je zraven tudi nekaj koščkov slanine. Kolerabo in hruške narežemo na kocke, dodamo timijan in skuhamo. Po okusu lahko solimo ter začinimo recimo tudi z medom in potem skupaj pretlačimo. Za sladico tistega časa bi pa predlagal skuto s borovnicami in popečenim žirom. Tukaj uporabimo zraven še prepražene lešnike. Enako naredimo z žirom, ki ga je treba prej oluščiti. Skuto zmešamo z medom in z večino borovnic. Zmešamo tudi nasesekljano svežo in suho meto. Sladico serviramo v lončke in na njo na vrh dodamo še nekaj borovnic, čisto iz vizualnega vidika. Tako da upam, da se boste
najedli na prazgodovinski način in ob tem razmišljali, da naši predhodniki iz bronaste in železne dobe niso bili neki divjaki, ampak so znali v hrani verjetno tudi uživati.